Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne bistriške televizije v času, ko v vinogradih že ropočejo klopotci, znanilci jeseni in skorajšnje trgatve. In je tudi čas, ko odštevamo dneve do novega šolskega leta. Na obzorju pa so tudi že podobe bistriških domačij, ki bodo v Bistriškem gradu odprle svoja vrata 9. septembra. V polnem teku pa so tudi prijave za Zlato vrtnico, ki jo bodo prejeli udeleženci za najlepše urejena okolja. Prihajajoča jesen se torej kaže v vsej svoji prelesni podobi, čeprav jo je v preteklih dneh ponekod skazilo neurje stolčev. Ali nam bo vreme naklonjeno, bo povedal sveti Jernej, ki goduje 24. avgusta. Če bo na ta dan lepo vreme, si lahko obetamo tudi lepo jesen. Nekaj lepih avgustovskih utrinkov pa si lahko ogledate tudi v informativni oddaji tega tedna, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. V sklopu starobistriških večerov kulture, dueti iz oper in muzikalov ter popularna glasba. Vinogradniško društvo Ritoznoj že postavilo klopotec. Neznani storilec se je znesel celo nad šipo v slovenjebistriški osnovni šoli pohorskega odreda. V rubriki Lokalne novice o postavitvi klopotca in utrinkih z koncerta v okviru tradicionalnih starobistriških večerov kulture. 12. avgusta so lahko obiskovalci starobistriških večerov kulture, ki so že tradicionalno in dobro obiskani, prisluhnili odličnima pevcema Petri Turk Ruprecht in Sergeju Ruprechtu ter mednarodno priznanemu saksofonistu Otu Vrhovniku.
Petra in Sergej sta nastopila tudi v oddaji Slovenija ima talent, sicer pa vodita tudi šolo petja Orfeus. Obiskovalci so lahko uživali ob duetih iz oper in muzikalov, manjkalo pa ni tudi popularne glasbe. Čarobnim melodijam pod zvezdami pa boste lahko prisluhnili tudi 27. avgusta, ko bo v Bistriškem gradu gostoval trio Eroika z oktetom Planika. Ko sem na tleh, boli me moja duša, ko bremeni težave mi srce. Takrat počim in čakam v tišini, da prideš ti, se usedeš poleg V soboto, 13. avgusta, je vinogradniško društvo Ritoznoj na Devini pod Ritoznojem postavilo klopotec. V sklopu prireditve pa se je dogajalo še marsikaj zanimivega. Klopotec je zaščitni znak slovenskih vinogradov, vinogradniki pa ga običajno postavljajo v avgustu, ko zori vinska trta. Klopočev zvok pa ne preganja samo ptičev, ampak oznanja tudi skorajšnji čas trgatve.
Že tradicionalno so tudi letos postavili klopotec, ga blagoslovili, veličastni dogodek pa je spremljala tudi pesem z glasbo. Letošnjo prireditev so popestrili pevci Kuda Alojza Avžnerja z Gornje Ložnice, zaigrala pa je tudi Freihheimska godbana pihala. Ob tej priložnosti so podelili tudi priznanja uspešnim vinogradnikom, prireditve pa sta se udeležila tudi slovenjebistriški župan dr. Ivan Žagar in enologinja Darja Bauha. Pod vabilo na prireditev se je podpisal novi predsednik vinogradniškega društva Ritoznoj Jože Pečovnik. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so obravnavali 10 kaznivih dejanj, od tega en poskus vloma, 3 tatvine, eno goljufijo, 3 poškodovanja tuje stvari, kaznivo dejanje samovolje in ponarejanje listin. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je v Slovenjebistriški osnovni šoli Pohorskega odreda z opeko razbil šipo, škode je za 1000 evrov. Iz garaže je nepridiprav ukradel motorno žago, kotno brosilko, visokotlačni čistilec, kompresor, komplet natičnih ključev in 2 baterijska izvijača. Lastnik je oškodovan za 1500 evrov. Lačna Gora. Storilec je z vozila odklopil priklopnik in ga prek brežine in škarpe potisnil na sosedovo zemljišče. Materialne škode je za 300 evrov. Laporje. Neznani storilec je iz novogradnje ukradel izolacijski material ter podjetje oškodoval za 600 evrov. Razgor pri Žabljaku. Nekdo je ukradel 8 sprednjih uteži za traktor, s tem pa lastnika oškodoval za 600 evrov. Poljčane. Nekdo je poskusil vlomiti v trgovino Mercator, vendar ga je pregnala alarmna naprava. Pri vlomu je nastalo za 1000 evrov škode.
Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 7 prometnih nesreč, odvzeli 5 vozniških dovoljenj, podali 4 obdolžilne predloge in izdali 43 plačilnih nalogov. Odvzeli so tudi motorno kolo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 2-krat, obravnavali pa so še delovno nesrečo na Spodnji Poskavi. Spoštovani, za konec pa še stihi pesnika Janka Glazerja, ki nam jih je posredoval predsednik vinogradniškega društva Ritoznoj Jože Pečovnik. Sonči po trsju se grozdje zoreče, in tiho sonce se polni z močjo, in tiho žlahtnostjo polni se v pesmi, ki prek goric jo klopotci pojo. Pa srečno.